Živijo. Danes sem se odločila, da vam razložim, kako fiziska deluje tudi v komunikaciji. Zdaj sigurno sprašujete, kaj ima fizika veze s komunikacijo, ampak jaz recimo zelo rada razložim recimo delovanje dveh posameznikov, ki komunicirata skozi tretji Newtonov zakon. In ta pravi, da če eno telo na drugo telo pritiska z neko silo, bo seveda to drugo telo nazaj pritiskalo z isto močno silo. Kaj mi to pomeni? Če vi nekaj želite nekomu povedati, doseči, da vas bo razumel ali pa da bo sodeloval, boste z nekim pritiskom, z nekim izsiljevanjem zelo težko prišli do tega, da bo on res sodeloval, ker bo seveda nazaj pritiskal z enako močno silo. Zato pravim, da pogosteje ljudje se pozitivno odzovejo, če jih povabite, če jim poveste, da so zaželeni v družbi z vami, da jih cenite, da ga cenite tudi kot strokovnjaka, da boste zato, če vam bo pomagal, recimo hvaležni in da je res dobrodošel v vaši družbi, da je njegov doprinos dobrodošel, da je človek kot tak lahko v tej zadevi koristen. Torej, namesto pritiska pa izsiljevanja uporabite raje neke zadeve, ki so bolj v smislu, da človeka pritegnete v situacijo, kot pa da ga želite potiskati. To bi bil današnja moja asociacija v zvezi z fiziko, Newtonom in komunikacijo.